Najlepše hvala. No, globoko sem hvaležen. Malo me je bilo strah, ko ste vsi vstali. Mislil sem, da odhajate. Prvi govor, ki sem ga imel, ko sem prišel sem kot veleposlanik, je bil za JNS TV pred letom dni, oziroma pred letom in pol, oprostite. Tako sem danes, preden sem prišel sem, naredil nekaj, kar se mi je zdelo zelo pomembno. Preveril sem družbena omrežja predsednika Trumpa, da se prepričam, da to ni moj zadnji govor v Izraelu. Kot veste, običajno odpušča ljudi sredi noči prek družbenih omrežij. Zato sem se želel prepričati, da imam razlog, da pridem. Z veseljem lahko povem, da je za zdaj vse v redu. Vem, da je bilo veliko zaskrbljenosti glede odnosa med Združenimi državami in Izraelom. To je bil eden tistih tednov, ko vsi beremo stvari in si rečemo, v redu je. Tukaj bi vas prosil, da to napišete z velikimi črkami in podčrtate. Jaz bi to povedal takole. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. Ena stvar, ki jo je predsednik povedal tako dosledno, kot je kdorkoli kdajkoli kaj povedal, je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Da Iran nikoli ne bo imel obogatenega urana. Da Iran ne bo mogel še naprej podpirati svojih proksijev, Hezbolaha, Hamasa in Hutijev. In da, Združene države Amerike in Izrael imajo nerazdružljivo vez. In to še vedno drži tudi danes. Ni svetovnega voditelja, s katerim bi predsednik govoril več kot s predsednikom vlade Netanjahujem. To ni zgolj odnos med dvema državnikoma. Je zelo oseben. Oseben do te mere, da je med njima iskrenost, kakršne verjetno nima z nikomer drugim. Predsednik ljudem pove stvari in pove stvari svetu. Ampak ena stvar, ki sem ga vedno slišal reči, vedno, in ki sem ga vedno gledal, da jo naredi, je, da ima Amerika nerazdružljivo vez z državo Izrael. In zaupam, da misli resno, kar reče. Še vedno se spomnim, da je on predsednik, ki je naredil nekaj, kar smo si vsi želeli, da bi naredil vsak predsednik. In to je, da je priznal Jeruzalem kot nedeljivo, nenadomestljivo, večno in avtohtono prestolnico judovskega ljudstva. In on je to storil. Da je priznal Golansko planoto kot suvereno ozemlje države Izrael za njeno lastno zaščito. Da je preselil ameriško veleposlaništvo v Jeruzalem, kar je tudi storil, in zato sem mu hvaležen. Zelo sem navdušen, da sem videl izjemen video o Jeruzalemu in slišal nagovor župana Mošeja Leona. Ne pravim mu samo župan Jeruzalema, rad ga imenujem moj župan. Ker živim tukaj. In bil je izjemen partner ameriškemu veleposlaništvu pri vsem, kar smo potrebovali, ter odličen človek, ki vodi to mesto. Mimogrede, to je izjemno mesto. In nič podobnega ni na svetu. Lani sem bil spet v Washingtonu po 12-dnevni vojni s predsednikom vlade in zaradi srečanj, ki smo jih imeli s predsednikom in ameriško ekipo. In medtem, ko sem bil tam, so me dvakrat obkolili te pro-Hamas norci. Sprva sta bili to dve ženski. Na koncu me je obkrožilo približno 20 ljudi, ki so vpili in kričali, in postajalo je že kar neprijetno. Na koncu so prišli policisti iz Washingtona in me rešili. Nekaj noči kasneje sem odhajal iz Blair House, kjer je bila sprejemna prireditev. In nekaj istih pro-Hamas norcev čez cesto me je prepoznalo. In to ni tako dobro, kot si ljudje mislijo. In začeli so kričati in vpiti, in končno je senator Jim Lankford iz Oklahome pripeljal z avtom. Jaz sem čakal na Uber. In rekel je,
Samo usedi se v moj avto. Nisem prepričan, da boš zdržal, dokler ne pride Uber. Bog mu daj zdravja. Tako me je spravil ven o tem. In kasneje sem nekaterim prijateljem rekel, komaj čakam, da zapustim to noro mesto in se vrnem v Jeruzalem, kjer se počutim varnega. Zanimivo je, da so naredili isto kot vi. Smejali so se in mislili, da je to šala. Rekel sem, da se ne šalim. Resnično, komaj čakam, da zapustim to noro mesto in se vrnem v Jeruzalem, ker se tam počutim varnega. In res se počutim varno. In sem hvaležen, da živim v tem izjemnem mestu in imam priložnost zastopati Združene države Amerike. In opazoval sem in vem, da je prisotna zaskrbljenost, ampak ljudje, opazoval sem lani med 12-dnevno vojno, ko so se vsi spraševali, kaj bo predsednik storil. Se bo umešal. In potem tisto sobotno noč, ko so bombniki B-2 zarohneli iz ZDA vse do Forda in jedrskih skladišč ter odvrgli bombe, kakršnih svet še ni videl, smo vedeli, kaj bo storil. Začetkom tega leta, ko je postalo jasno, da Iranci nameravajo obnoviti svojo jedrsko zmogljivost in nadaljevati 47-letno grožnjo proti nam. Ko rečem nam, mislim na vas in Združene države Amerike. Vedno je bilo smrt Izraelu, smrt Ameriki. Bil sem poročen z otroki leta 1979 in se tega zelo dobro spomnim. Ko so bili naši uslužbenci ambasade v Teheranu z zavezanimi očmi in pod prisilo odpeljani čez dvorišče naše ameriške ambasade, kar je ponižalo Združene države Amerike, in držali talce 144 dni. In ves ta čas so zelo jasno dali vedeti, da njihov namen ni bil zgolj zadržati nekaj ameriških diplomatov kot talce, ampak ubiti vsakega Američana in uničiti državo. In uvod v to naj bi bilo uničenje Izraela. To je vedno bila grožnja. Američani morda tega ne razumejo, vendar ta grožnja ni grožnja samo v Izraelu. To je grožnja vsakemu Američanu. In to grožnjo so uresničevali v delih skozi teh 47 let, tako da so ubili na stotine Američanov, pogosto preko svojih posrednikov. In večinoma so bili to Hezbolah. In upam, da nihče niti za trenutek ne bo pomislil. To, razlog, zakaj Iran želi ohraniti nekaj nadzora nad svojimi proksiji, je ta, da bo tako lahko vzdrževal svojo teroristično mrežo, ki bo sposobna povzročiti največ škode, kar jo lahko. Bodimo jasni. Iranska grožnja je najbolje obvladana, ko se pipa zapre pri viru in ne teče več nobena pomoč Hezbolahu, Hamasu ali Hutijem. In zato je ta izziv z Iranom tako pomemben. Če lahko dosežemo mir, čudovito. Toda celo danes popoldne je predsednik Irancem podal zelo jasna sporočila. Da če mislijo, da se bodo Združene države Amerike uklonile in zlomile ter jim dovolile, da uveljavijo svojo voljo, jim je jasno povedal, kaj bo storil. In to, kar je povedal, to so besede, ki. Jaz teh besed ne uporabljam, prijatelji, niti v zasebnosti in zagotovo ne v javnosti. Ta teden sem nehote zašel v manjšo polemiko, ker sem rekel nekaj, kar govorim že leta. Ni bilo nič novega. Ampak povedal sem svoje in to želim povedati tudi vam. Eden od razlogov, zakaj sta naši državi povezani, je ta. Na judovski podlagi je nastalo krščanstvo. Na judovski in judovsko-krščanski podlagi pa je nastala zahodna civilizacija. In brez tega ne bi bilo Amerike. Tako preprosto je. Ljudje z vsega sveta so me ostro kritizirali in govorili, kako si drzneš to reči? Jaz pa bi rekel, kako si drzneš tako slabo poznati zgodovino? Ali se ne zavedaš, da so naši ustanovitelji? So želeli kot pečat Amerike postaviti razdelitev Rdečega morja? Te je v predstavniškem domu Združenih držav Amerike
marmor. Hip Mojzesa, ne Cicerona, ne Aristotela ali Platona, ampak Mojzesa. Ker je naša zgodovina bolj povezana z goro Sinaj kot z Atenami ali Rimom. Ni povezana z nobeno od njiju, povezana je z Izraelom. Ta 3800-letna kontinuiteta judovskega naroda, odkar je Bog rekel Abrahamu: naredil te bom za velik narod in po tebi bo svet blagoslovljen. Ko so naši ustanovitelji to razumeli, so to razumeli na tak način, da smo celo v naši deklaraciji o neodvisnosti jasno zapisali, da naše pravice ne izhajajo iz vlade, prihajajo od Boga, prihajajo od stvarnika. In od kod so dobili to idejo? To so dobili vse do tega mesta v Jeruzalemu. To so jasno dobili iz časa neprekinjene zgodovine. Judovsko ljudstvo je bilo povezano z Bogom in je bilo luč svetu. In želim, da ne bo nobenega nesporazuma. Američani, ne glede na to, ali to razumejo ali ne, morajo biti hvaležni Bogu za judovsko ljudstvo in temelj, na katerem sta bila utemeljena svoboda in svetost posameznika. Ker to ločuje naše vrednote od vrednot totalitarizma in diktature. Nočem biti del tega. Rad imam svobodo. In srce, duša ter izvor tega izhajajo prav od tod, iz te dežele. Nikoli se ne opravičujmo za to. Psalm 121 pravi: pogledam k goram, od koder prihaja moja pomoč. Moja pomoč prihaja od Gospoda. Ko ljudje pravijo, da bo Izrael uničen, si mislim, da ne razumejo, kaj ne? Da to ni v rokah nobenega človeka, nobene države ali nobene vojske na tem svetu. Ta dežela je v rokah stvarnika vesolja. In moje zaupanje v sposobnost Izraela, da ne le obstane tukaj, ampak tudi vztraja in ostane, ni zato, ker imamo veliko vojsko in ker ima Izrael veliko vojsko, ampak zato, ker imamo vsi velikega Boga, ki je dal obljubo in jo bo tudi izpolnil. Opazil sem, ko sem začel, da je tukaj na strani neka gospa, ki ima napis, na katerem piše: ustavite se. In v drugi roki ima meč. Vem, kaj pomeni napis, in mislim, da vem, kaj pomeni meč. In s tem se vam zahvaljujem. Bog vas blagoslovi in Bog blagoslovi državo Izrael.